Velikokrat me preseneča, kako hitro pri določenih modelih pride čas za menjavo. Novi Yaris je bil predstavljen leta 2011, evo, pa je tu že nov. Ja, konkurenca je res huda. Tale nima samo novega in bolj agresivnega videza, ki spominja na manjšega brata Aygo, novih je kar 1000 delov. Ja, sprememb je več, kot se zdi. V notranjosti je zdaj več mehkejših materialov, zlasti na armaturni plošči in tukaj na vratih in ja, tole barvo lahko spreminjate. Nov je še 7-palčni zaslon s posodobljenim multimedijskim sistemom, ki je zdaj del serijske opreme. Sredinsko konzolo pa so dvignili za 23 mm in tako skrajšali prestavno ročico, da je prestavljanje še bolj elegantno. Ampak tukaj vidim dve pomanjkljivosti. Prvo je tale naslon, ki so ga oblikovali tako, da kar najmanj moti pri prestavljanju, ampak je prav zaradi tega neuporaben. Roka na njem ne more počivati v nobenem položaju, razen če volan držim takole, kar pa seveda ni varno. No, druga zadeva pa je tale volan, ki je nastavljiv po globini in po višini, ampak kljub temu, da je sedaj povsem ven, bo za večino voznikov še vedno predaleč. Poglejte, sedim pravilno, pa imam roko takole, morala bi biti pa takole. 1,33 litrski motor je enak kot prej in sam mislim, da ne potrebuje nobene spremembe, ker je povsem dober. 73 kW ima, to je 99 konjev, spojen pa je 6-stopenjskim ročnim menjalnikom, ki bi lahko imel daljšo šesto prestavo, da bi bil tišji na avtocesti. Motor je dovolj zmogljiv, povprečno pa porabi okrog 7 litrov. Nekaj sprememb je še na zadnjem vzmetenju, kjer je občutek med vožnjo boljši, pa že prej ni bil slab. Posodobljeni Yaris je zdaj na voljo z več opreme, bolj ga lahko prilagodite svojemu okusu, boljše je počutje znotraj in vse to stane. V tem primeru dobrih 13 000 evrov, ampak se mi ne zdi pretirano.